v osnovni šoli sem krose laufal, pa sem bil ponad tam drugi, tretji, prvi ponad nisem bil super vedno tisti, ki so bili kakšno 2 glavi večji od mene. Ampak sem nekako užival, ker sem jaz laufal, sem imel tak občutek, da bi jaz lahko laufal v neskončnost. Ker takrat je bila pač tista fama, da moraš vsaj enkrat, 2-krat tedensko si vzeti čas za počitek, sem pa rekel, bom pa jaz tisti dan si vzel, pač bom pa samo 2 kilometra odlaufal, ampak potem sem pa ugotovil, da sploh ne rabim počitka. Namesto tistih 2 kilometra se mi zdelo škoda časa, pa sem šel pa 20 kilometrov. Potem pa na 120 kilometru pa vidim tistega, ki je bil na prvem mestu, da je tam ležal na masažni mizi. Pa sem pa jaz samo pogledal, sem rekel Silvan, pa je bila še njegova partnerka Marjana. Silvan, Marjana, a gremo probati zmagati? Pa pojmo, in smo šli pa zmagati. V bistvu so spremljalci moji sužnji, že na začetku se zmenimo, da če kakšno tako vržem, da mi ne zamerijo, tako da potem se mi pa po teku ponad opravičujem še par mesecev. Imel sem 10 tekem na let, na 9 tekmah sem ponovad, ker 10 je bila Ljubljanski maraton, na 9 sem bil ponovad na Štenkah. Spoštovani in cenjene, 102. epizoda podcasta Zagret za tek je tole. Dobrodošli vsi. 102 je tudi številka kilometrov, ki sem jih največ pretekel v življenju, v kosu, tako da je edino prav, da imam v gosteh Ultraša. To je Boris Ivanović Zajec. Zajec, živo. Lepo zdrav. Tudi če ne bi pogledal na Stravo, bi vedel, za to vprašanje takole. Kje in koliko si danes že pretekel? Danes sem nekaj malega že pretekel, zjutraj. En PST, pa sem še malo treniral vročino, pa sem šel še 9 km peš. Po vročini, brez sence. Kako ti kaj ustreza ta vročinski trening? Sploh mi ne ustreza, ker sem mislil, da bom umrl od žeje. Pripravljaš se za neko tekmovanje veliko poleta, ali kako, da rabiš vročinske treninge? Ja, pripravljam se za evropsko prvenstvo na 24 ur. Tam znajo biti temperature septembra, kljub temu, da bo skoraj jesen, tudi do 40 stopinj, tako da za vsak slučaj moramo biti pripravljeni. Zelo čakate še 2 meseca, se pravi vadbe sred poletja v bundi, brez vode, 3-urni treningi v klanec ali kaj podobnega? Ne, v bundi ne, samo v vročini. Ja, mislim, da je bil neznani kolesar Jure Robič, eden tistih, ki je v savni polno oblečen, treniral pri 50 stopinjah v podobne stvari za svoje podvige, no ti pač to delaš v Ljubljani. PST si omenil, to je tvoje omiljeno igrišče. Koliko jih imaš že letos za sabo? Letos jih imam samo 33, recimo lansko let, isti čas sem jih imel pa že 63. Kaj se dogaja, Zajec? Letošnje leto se ni začelo v mojih načrtih, ker sem se poškodoval. Že 15. januarja sem si zlomil rebra, pa skoraj en mesec nisem mogel laufati. No. Saj sem laufal sam tako z bolečinami, tako da sem pa skoraj 2 meseca nisem PST laufal. In zdaj jih manjka 33, no, leto je še mlado, bi lahko rekel, ja, koliko je še dni, kaj šele vikendov, verjamem, da boš prišel na star traction nazaj. Imam navado, no, da v tej oddaji na začetku gosta malo predstavim, ampak pravijo, da si izgovoren Zajec, daj ti kaj v sebi povej najprej, prosim. Ja, ne vem, športom se ukvarjam že vedno. Prvo spomnim se, začel sem v 2. razredu osnovne šole, s kolegi smo zbili gole in smo začeli na parkirišču igrati hokej. Če še ne veste, sem z Jesenic, tako da itak je bil hokej gor pri nas številka 1.
Tisti, ki nismo na ledu trenirali, smo pač na parkiriščih. Potem smo pa enih 6 let smo skozi nabijali tisti hokej. Vmes sem začel igrati nogomet na travi, v bistvu ne ta velikega, ampak polovičnega. Tako da, ko smo nehali ta hokej na parkirišču, sem začel ta nogomet, potem sem 4, 5, 6 let igral nogomet. Ta čas so se potem s tem, ki smo včasih hokej igrali na parkirišču, se je v Sloveniji ustanovila Floorball Zveza Slovenije, tako da se je potem začelo državno prvenstvo, tako da sem pa nastopil za Zelence Kranjska Gora. Kasneje sem nastopil tudi za državno reprezentanco v floorballu, tako da imam tudi enih 10 nastopov. Smo pač nastopali v tujini, tudi kakšen gol sem celo dal. Potem sem prestopil iz Kranjske Gore v Borovnico, tam sem nekaj let igral, potem sem bil trener Borovnice, pa sem pa počasi imel dovolj teh ekipnih športov, ker se je bilo stalno treba nekaj prilagajati ekipi. V ekipi imaš teh, ko bi rekel, je veliko egotov in je zelo težko, ko bi rekel, zdaj, če si ti zelo ekipen športnik in če imaš ego, te je zelo težko to balansiraš, tako da sem potem nehal. Potem sem pa začel počasi s tekom. Začel se je, mislim, da 2005 ali 2006 je bila na kanalu A, takrat še ni bil kanala del Pop TV-ja, je bila ena oddaja z Morem. Na tej oddaji je bil Dušan Mravlje, ki je imel za nalogo natrenirati vzgojiteljico, da bo pretekla na Ljubljanskem maratonu polmaraton. Potem sem jaz tisti spremljal. Potem je ta vzgojiteljica na koncu je prepričal, da je šla maraton, in ko sem jaz izgledal, sem naslednji dan me tako navdušil, sem rekel, pa naslednji dan šel pa laufati, in sem šel laufati, ne vem koliko, 5 kilometrov, tudi po štengah nisem mogel iti gor. Tako da, potem se je pa začel počasi. In vse ostalo je zgodovina. No, to, koliko si povedal, spoštovani in spoštovane, da je počasi že zaključila s to oddajo. Poglejte, kaj vse je Boris Jovanovič v življenju že počel. Ja, ostalo pa tako, njem že veste, ne hecam se, seveda se hecam, do najboljšega bo pa prišla. Zdaj le v temle pogovoru, kdo je Boris Ivanovič Zajc, se sprašujete, tisti redki, ki ga ne poznate tam zunaj. Ja, zadnjih 15 let nepogrešljiv na ultratekaških preditvah po Sloveniji, po Evropi in širše. Nastopil je za reprezentanco, za pasom ima več kot 70 ultra nastopov, od tega že kar 30 zmag, ena najžlahtnejših pa je prav gotovo tista iz ultra balatona. Mož, oče 3 otrokom, znan potem, da teče za rana in velikokrat pred zoro že obrne že prej omenjeni PST. Letos 33x33 km, lepa. Tek vsak dan je njegov ime tudi na Twitterju in na Instagramu, in do poškodbe je njegov niz trajal skoraj 10 let. Po rehabilitaciji se je začel znova, po poklicu informatik je vedno zabaven na tekmovališču in tudi nepopustljiv, z značilnim zibajočim se tekaškim slogom. Njegov posebni tekaški cilj je ali pa je bil svetovni rekord na 1000 kilometrov. Najprej, Boris, ja, jaz se te spomnim, prej sem te uživo poznal, sem te poznal na tekaškem forumu iz tistih časov, ko si omenjal prele tisto oddajo z Mravletom, mislim, da je bil Borut Veselkov, voditelj te oddaje. Ja. Spomnim se Mravleta, pa štarta tistega teka v Predvoru, ko je on najprej zvrnil nošilce, potem sta pa šla proti Tržiču, nekaj tazga je bilo. Zakaj Zajc? Odkje je Zajc, ta tvoj nadimek? Ne vem, kolegi so me začeli na Jesenicah tako klicati, pa je pa tako ostalo, da sem potem ga kar obdržal in sem se potem predstavljal kot Zajc. Kolegi, še preden si tekel? Še preden sem tekel, ja. Takrat sem pa, pozabil sem pa, da sem še šah igral, tako da. V svoji rani mladosti sem bil celo podprvak Gorenjske v šahovski, ne vem, je bil 8. razred ali 7. Potem sem pa nastopal za jeseniško ekipo. Takrat za mladinsko ekipo, sam potem pa nisem več naprej za člane igral. Zanimivo potem, za vse te hobije si pa postavil na
na drugi tir, oziroma jih zanemaril, izbral si tek, ja, teče že kar nekaj časa, zdaj si v Ljubljani, se kdaj ne veličaš ljubljanskih ulic, ker vem, da tam veliko drgneš ta asfalt? Ne, ljubljanskih ulic se sploh, ko preko ne naveličam, v bistvu sem celo, imam že par let željo preteči vse ulice in čisto po naključju sem v petek najdel eno aplikacijo, ki ti pri tem zelo pomaga. Tako da bom skoraj verjeten se lotil še tega podviga, preteči 1600 ljubljanskih ulic. Zdaj jih imam po mojem 300-400, tako nekje. 1600 ljubljanskih ulic moraš preteči. Lepa. Koliko je skupna dolžina teh ulic? No? To pa sigurno ne veš. Ja, tam sem, tista aplikacija prav samo 1000 kilometrov, tako da ni veliko. Mislim, se to imaš komaj za dober mesec dela, no, mislim. Ja. Se lahko, da sem narobe pogledal, bom bolj natančen. Jaz sem mislil, da je bolj okrog 1500-2000 tam nekje. No, lep podvig, sigurno, se ga še nihče ni lotil, kava. Potem, ko boš obdelal se Ljubljanske ulice, mogoče tek v vsakem slovenskem kraju ali pa kaj podobnega? Ne, naslednji bo Kranj, Bled, Jesenice, Domžale, Trzin, pa videl naprej. Tako je bolj bližje kraje, ker se ne mislim voziti sem zaradi tega. Tako da, če bom šel, ne vem, v Kranj sam 10krat do 10 poskusih celega preteči. Recimo, naprimer. Dobro, zdaj le vsi Kranjčani poslušajo, pa so šli iskati to aplikacijo, pa šteti, koliko je v Kranju ulic. Že začetek to. Evo, dober izziv, do konca te oddaje, lahko to naštudirate, pa pol napišete v komentar, da bo Boris imel malo lažje delo. No. Ker nima cajta. Človek je res zaseden, teče ob 2, 3, 4 zjutraj. Kdaj vstajaš zadnje čase? Ker so otroci že malo bolj zrastali, ne rabijo več moje podpore, tako da se znajo že sami zrihtati. V glavnem vstajam ob 4, grem 5, sem pa že na ulicah oziroma v okolici Ljubljane. No, v glavnem. Glede na to, da kot vsak normalen človek tudi ti rabiš spanje, kdaj potem zahajaš v posteljo? Probam spati vsaj 6 ur, ker če manj spim, sem cel dan potem uničen, če pa 6 ur je pa glih prav. Tako da ponad 6 ur je dovolj, če pa 7 ur sem pa kot prerojen. Da imam kar malo slabo vest, ja. Ker je mene včasih 6 urami že fajn, potem obrača, pa rabim veliko kave, no, mogoče pa rabim za jutranjo zbujanko namesto 3 kofetov, ne vem, 30 km ali kako? Sej, to sem malo jaz že vedno, no, sem rad zjutraj vstajal, tako da nisem imel problema. Recimo, če smo šli v tistih mladih letih, ko smo malo več žurali, smo prišli, ne vem, v 5 zjutraj domov, jaz sem šel za 1 uro spat, potem smo pa nogomet igrali 10 ur brez problema. Tako da nisem imel nikoli s tem problema, je pa tudi treba skrbeti za higieno spanja. Najbolj preprosta rešitev, ki se vsi sprašujejo, ko recimo rečejo, zdaj bomo pa nadoknadili čez vikend, ni to, ampak da moraš spati vsak dan v isti uri, postajati vsak dan v isti uri, ne glede na okoliščine. To je najbolj preprosta rešitev. Kako, draga publika, če imate problem s spanjem, rešitev je, da hodite spat v 10, vstajate najkasneje v 5, zjutraj spijete kofe, greste nekaj odlaufati, pa imate že veliko kljubic narejenih. Prej sem omenil tisti niz, gospod tek vsak dan na Instagramu pa Twitterju. Koliko je bil dolg tisti niz, preden se je prekinil? Ne vem, čisto točen, ker nisem šel računati, ker sem bil tako razočaran, okrog 9 let pa pol. To je bilo 3700 dni nekaj takega. To se ti je zgodilo kdaj, zdaj ne dolg nazaj? Prvi mesec korone, s kolegom Lukom sva šla laufat, sva hotela en tak kratek trail 40 kilometrski po ljubljanskih hribčkih, ampak zelo strmih, ampak potem na takem zelo nezahtevnem terenu, če bi 1000krat laufal, se ne bi spotaknil, sem se zataknil za en štrcelj, padel, z mano ni bilo nič tako na videz, samo polka 5 minut nisem mogel vstati, sem pa začel čutiti, da nekaj ni v redu. Ne. Pa so pa nekako prišla z Rašice dol peš, da me je partnerka pobrala v bolnico, pa takrat, ki je bila korona, mislim tisti COVID, pa tisto mučenje na urgenci, ker itak nisem imel časa zate, ker so bili vsi
rentgeni, pa vsi MRI so bili zasedeni zaradi COVID bolnikov in pa sem tam čakal cel dan sam in me pa čist sesul, tako da. Cel dan? Cel dan, ja, od zjutraj do zvečera. Ker ni delal MR, pa so prišli COVID bolniki, pa so bili taki protokoli, ki so oni prišli, bilo treba čakati 3 ure, da se ti zluftali, da ne bi se mi okužili, no, in je bilo glavno. Mislim, tako je bilo, da sem prišel tam, da so mi dali nekaj protibolečinskega, kar me je zelo bolelo. Diagnoza? Zlomljena rama, v sklepu v rami. In to je pomenilo potem, koliko tekaške pavze, Boris? Naslednji dan sem probal iti laufat, ampak ker sem rabil 45 minut za 2 kilometra, sem rekel, da nima smisla, da je brez veze, ker me je tako bolel, da ne znam opisati. No. V bistvu ni bil niti problem ta bolečina, problem so bili krči. Jaz sem dobil prvih par tednov vsakih 5 minut krče in to je bolel tudi najhujšemu sovražniku, ne bi tega premoščil. Pauza je bilo 28 dni, potem sem pa začel spet čisto od čistega začetka. Takrat človek spozna, koliko hitro telo pozabi, da je bil natreniran. Jaz sem takrat pol rabil kar nekaj časa. Se spomnim, ko sem 10 km prelaufal, jaz sem mislil, da sem rekel, če pes še kdaj 100 km laufal, to bo veselica. No, to je zanimivo, ne? Laufaš 15 let intenzivno, potem en mesec ne laufaš, ker telo se je več regeneriralo tudi po poškodbi, pa rehabilitiralo vseeno. Tako hitro praviš, da si izven forme, ne še samo iz forme, tudi iz tistih občutkov, ki si jih prej kot dobro, redno treniran posameznik imel kot samoumevne. Ja, hitro, ne. Mislim, da že po 14 dneh je zelo velik upadec, ne, tako da dejansko ne smeš nikoli nehati trenirati. Je pa to v redu, da imajo mišice, tako imenovan mišični spomin, tako da pa tudi hitro lahko nazaj prideš. Ne. Jaz sem rabil kar 3-4 mesece, no, da sem spet nazaj prišel na stara pota. Vmes sem šel še celo na maraton, ki je bil takrat na srečo samo 4 ure, pa sem bil takrat z 39 km več kot zadovoljen, ker roke tudi premikati nisem mogel, 6 protibolečinskih tablet sem vzel. Takrat sem tudi odkril novo strast, hojo. Sem 2 km hodil, pa sem šel pa 3-4 ure hoditi, tako da sem v enem mesecu naredil tudi za en Camino, 800 km-ski. Tako da nisem mogel, da ne bi. Takrat naprej pa hodim tudi vsak dan, vsaj 1 uro. Samo hodiš pa ne sred noči, sklepam. Ja. Ne, probam tako mimogrede, recimo v službo pa nazaj, pa ima pol ura tako možnost, da pa skombiniraš, da zgleda, kakor da si skupaj hodim, recimo. Ja, si informatik, ja, tako da če vas zanima, kako Boris vrata vse to odlaufati, odhoditi, dati na stravo, pa da vse še dobro zgleda. Ja, vprašajte ga za kakšen trik, ja. Mali triki velikih mojstrov, ampak nekaj drugega zanima, Boris, jaz sem pa malo pošpegal tvojo statistiko, najprej maratonsko, jasno, ljubljanski maraton je bil tisti, ker si začel najprej s polovičko, potem pa z maratonom, in sem prebral en dober intervju, ko si šel na prvi maraton, si se zapodil kot zajec, dobesedno, ja, in potem v drugem krogu celo hodil in bil zelo razočaran, sicer izvrstnim časom 3 ur 20 minut. Daj mi povej, kakšna izkušnja je bila v to. Ja, do 27 km sem se počutil, da sploh ne bi laufal in točno na tisti oznaki za 27 km me je pa zadel, da bi me odtrgal nekaj in sem mogel pešjati. Tako da sem pa laufal, tako da sem v drugem skoraj 1,5 ure počasneje drugo polovičko. Nič pač izkušnja, da dejansko sem res naletel na ta tekaški zid. Tako da sem potem začel delati na tem, da ne več tega doživel. No, kar se ljubljanskega maratona tiče odslej, te je bilo konec oktobra videti na najdaljši razdalji v Ljubljani, ker mislim, da redno in nikoli nisi šel tako slabo več. Ne, to je bil dejansko res moj najslabši čas. Ko sem
Edin mogoče, če je bil tale železna kapla predvor. Mislim, da sem imel tudi tam 3:15, mislim, tudi nekaj zelo podoben sem imel. Mislim, da sem imel celo boljši čas. No, morda tam zunaj velja čist napačna fama, da ultramaratonci so zelo počasni tekači, ja, ki ne znajo noge hitro stegniti, ampak ti vsa ta leta že 15 let dokazuješ, da teč 4 minute za kilometer, tudi 3 ure skupaj ali več, ti ni nek velik problem. Dejansko treniraš tudi hitrost ali ti tekaški kilometri prinesejo tudi to, bom rekel, kar zavidljivo hitrost za ultraša? Ne, treniram hitrosti ne. V bistvu se vedno hecam, da grem na interval na Ljubljanski maraton. Se pravi, no, pogledajte si, spoštovane goste statistiko, ja, Boris je v Ljubljani tekel tudi že 2 uri 47 na maratonu, kar verjamem, da je večini od vas še ni uspelo, morda nikoli ne bo, morda ti je tisto koronsko leto bilo prezenešeno, da ni bilo maratona in da si se potem lansko leto spet lahko vrnil, pa spet v teku iz vrstnih 3 pa. Lani sem imel pa res smolo po ultrabalatonu. Sem prehiter začel trenirati, mislim, da že na 7 dan sem šel že 20 km, namesto da bi počival, in se mi je vnela tetiva. In od ultrabalatona do Ljubljanskega maratona sem samo tistih 2 km laufal. Tako da sem šel s čist novimi hoka, supergami, s protibolečinskimi tabletami, potem sem še kolega Luku rekel, ti bom jaz spremljal in smo pa laufali, tako da sem do 30 kilometra sem ga še jaz vodil, potem me je tako usekalo nogo, da sem mislil, da bom odstopil, sem Luka naprej poslal, da ne pač gre, ne, ker sem mu je obetal njegov rekord takrat, ampak pa se pa meni spet odprl, na koncu sem ga pa še celo prehitel. No. Ampak lahko bi bilo boljše, no, sem računal okrog 3 ur, ampak dobro, nima veze. Važno, da sem takrat odlaufal, ampak kot zanimivo, s par dni po Ljubljanskem maratonu je pa tetiva nehala boleti. To je pa. Kot za nalaž. Ja, kot za nalaž, ja. Boris, evo, Ljubljanski maraton, ti je ljub maraton, ti je ljuba dirka, se to rad vračaš, ali pač zato tja hodiš, ker je pač domača dirka? Sploh Ljubljanski maraton mi je najboljših, mislim, ena od ljubših dirk, sploh zaradi tega, ker grem jim naše bajte in me ponovadi tukaj pri meni čaka Coca-Cola, v glavnem Coca-Cola, se to mi je najbolj važen. Meni si bil zmer zanimiv karakter, predolg časa sem čakal, sem te povabil tale podcast, ampak mislim, da je v tej poletni vročini po času, ko ima ljudje več prostora v dnevu, zato da ga posvetijo tudi stvarem, kot je poslušanje in gledanje podcastov, lahko kakšno reče o tem, kje sem jaz tebe ta prvič v živo videl, no, mislim, da je bilo to, ali je bilo Logarski, ali je bilo For maratonu, tista davnih 13-14 let nazaj. Takrat sem bil, pa sem gledal rezultate, še zelo blizu tebe, sem malo zaostajal, ne vem, morda na Logarski kakšnih 15 minut, ampak potem mene ni bilo nekaj let, pa pogledam, je pa Boris silovito napredoval. Kaj se je zgodilo takrat, da si pojačal toliko na kilometraži, si imel toliko več izkušenj? V resnici povedano ne vem. Začel sem počas, najprej v bistvu moj cilj je bil, da bom laufal na tekmah med 10 pa 20 km. To že čisto iz štarta, ne da breko ne vem, do 10, ampak točno to razdaljo, 10 do 20. Ne? In sem šel, se prav spomnim svoje prve take tekme, ko sem začel zares laufati. Jaz sem laufal tudi že prej. Jaz sem recimo v osnovni šoli sem krose laufal, pa sem bil ponad tam drugi, tretji, prvi ponad nisem bil, so bili vedno tisti, ki so bili kakšno 2 glave večji od mene. Ampak sem nekako užival, ker sem jaz laufal, sem mislil, sem imel tak občutek, da bi jaz lahko laufal v neskončno. Takrat sem tudi spremljal Dušana Mravljeta, ki je bil skozi v Slovenskih novicah in seveda začneš razmišljati o tem, pa si misliš, kako lahko eni tako laufajo dolg, mogoče pa tudi jaz tako, ne. Ampak nisem pa nikoli imel volje, ne. 3-4 sem šel trenirati, pa se mi pa ni več dal. Pa tudi v srednji šoli sem bil tudi
naši srednji šoli sem bil tudi tam drugo, tretje mesto, prvo seveda spet nisem mogel biti, ker so bili za glavo 2 glavi večji od mene. Ampak sem pa začel, recimo sem pa v Rovte hodil laufat, kolegu sem vzel psa in sem lepo z njegovim psu, pa sem šel čisto na planino pod Golico gor laufat, pa dol, pa si bil čist crknen, meni je bilo pa tudi fajn. Samo tukaj, da sem nekaj imel za početi. V glavnem, jaz sem skozi sem že prej migal, tudi šel sem pri 17 letih ali 16 sem šel že tudi prvi polmaraton na Jesenicah, se tudi spomnim, sem se zagnal, sem bil v kategoriji, mislim, da in drugi celo, v tem starostni kategoriji, vem, da sem potem po podelitvi šel samo v Grmovje, pa sem šel bruhat, tako slabo sem bil pripravljen na to, v glavnem. Pa tudi sem šel še v Radence na 10 kilometrov in se prav spomnim se, ko so me osnovnošolci prehtevali, sem rekel, to se pa meni, to pa je začel tako trenirati, da se nam več to dogajalo, ampak nisem imel pa nikoli volje, ni bilo tistega nekega preboja, da bi pa začel laufati. Potem je pa ta oddaja na kanalu A, ko bi rekel, me je toliko navdušila, da sem tudi začel takrat laufati. In potem sem že čez en mesec sem šel v Bevke na prvi tek in sem seveda izbral med 10 pa 20, mislim, da je bil 14 kilometrov, se ta tek mislim, da še kar je, 7 pa 14. In seveda jaz sem se zagnal, bil ves pameten, seveda, in potem mi pa ni dal miru, so mi vse punce prehtevale, nič proti puncem, samo tisti ego, češ, ker sem prej vedno punce prehteval v šoli, pa tako, in pa so me pa na tekmovanju, so me vse prehtevali, sem rekel, naslednjič, ko pa prišel v Bevke, me pa največ prehtele. Nič proti dekletom, ampak sem tako, neki pač en cilj sem si izbral, in potem sem pa počasno nadaljeval, potem Ljubljanski maraton, polmaraton, pa mislim, da sem naslednje let še. Potem sem pa počas poznal Tekaški forum in na Tekaškem forumu sem imel vsako nedeljo PST in sem šel prvič na PST. In sem mislil, kako bom z njimi laufal, in pa sem ugotovil, da sem od vseh hitrejši, tako da sem dejansko jih skozi čakal. Sem pač naprej laufal, ker nisem vedel sploh, kje je PST. In potem se je pa tako začel. Potem je pa PST, pa sem rekel, grem na maraton in potem je šel pa počas na ta ultramaraton. In mislim, da se glih tistega časa, ko sem iz 42 naprej šel, takrat se je pa potem začel. Leta 2011. Takrat je Gregor Baš mi začel razlagati, kako je začel vsak dan teči. In mene je to navdušilo, ker takrat je bila pač tista fama, da moraš vsaj enkrat, dvakrat tedensko si vzeti čas za počitek, sem pa rekel, bom pa jaz tisti dan si vzel, pač bom pa samo 2 kilometra odlaufal, ampak potem sem pa ugotovil, da sploh ne rabim počitka. Namesto tistih 2 kilometra se mi zdel škoda časa, pa sem šel pa 20 kilometrov, tako da se je pa potem 2011 začel in je bil že takoj, je bil že rezultat, že isto leto, že je bil kar ultrabalaton in sem kar zmagal, kar tako. Nepričakovano. Niti planiral nisem. Ja, prej se na to fantastično leto 2011 osredotočiva. Samo še en medklic, organizatorji teka v Bevkah, če tole poslušate. Imam en predlog za vas, naslednje leto povabite Borisa Ivanoviča kot posebnega častnega gosta in potem ponudite posebno nagrado za vsako dekle, ki ga prehiti. Jaz verjamem, da se bo ženska udeležba na tem teku močno povečala, pa če pride pa Boris, pa pridem tudi jaz to gledati, kako pa vse dekleta, ki tole zdaj poslušate, začnite trenirati. Mislim, kjer se ne Borisa želela prehteti, mislim, legenda slovenskega ultrateka, oba dva z Borisom imava rada, dekleta na tekih, še rajš, pa jaz gledam, kako dekleta prehtevajo zdaj Borisa, ker takrat ga še nobena ni prehtela, zdaj ga pa mogoče pa bo. Hecam se, Boris, hecam se, ne bo ti treba trenirati za Bevke, ali pač, bomo še videli. 2011 je bilo recimo leto, da sem jaz čez zunaj teka, rojevali so se mi otroci in tako naprej, potem sem pomislil, tebi so se tudi začeli rojevati otroci, pa prešaltal si nekje iz maratonskih na ultramaratonske razdalje. Je bila tukaj kakšna povezava, je bilo to čist zanimivo naključje? Ne, samo to, ko sem bil navdušen, v bistvu mi je bilo 42 premalo, ne znam pisati. V
bistvu so problemi vsi bili tisti, ki so laufali več kot 42 od pripovedovanja. Ne. In me ta magična meja 42 toliko zamikala, da sem potem začel pa 50, pa 60, pa 70, potem je pa pač kar ratal. Pa si že takrat, že predtem svoje teke opravljal zjutraj ali si to začel takrat početi zaradi otrok, družine in tako naprej? V bistvu sem kar tako, prvih par mesecev sem celo popoldne hodil laufat, potem se je pa rodila hčerka, to je bilo zelo hitro, mislim, da še pol leta ni bilo. Potem sem hotel bil stalno na voljo in sem rekel, pa začel zjutraj laufat. Potem sem ugotovil, da je zjutraj najboljše laufat in od takrat naprej sem okužen z jutranjim tekom. Jaz si predstavljam zdaj le poleti, ki je že ob 4 se fajn začne daniti, pa prijetne temperature so. Milina, recimo zjutraj tečemo, pozim, mraz, tema, dež, plugi na cesti, zameti, noro. Mislim, kako se pa takrat spraviš iz ceste? Jaz vem, da se bolj težko. Ja, zjutraj je Ljubljana komotka pluže ceste, jaz sem kar zaplugam po Dunajski, sred Dunajske laufal, recimo. Po Dunajski prišel avto, sem šel na pločnike, avto še vem, pa sem pa gor dol po Dunajski, recimo, laufal. Pa si prišel domov, pa si rekel ženi, a si že skidala, prosim, tole, lej. Ja, potem pa še skidati sneg pred bajto, ja, itak. Tako da sem porat 4 šel, pa pol 8 sem pa končal s skidanjem. Kako pa tvoja draga partnerka gleda na tvoj zanimiv hobi, recimo, da te polnoči pač ni? Zdaj se je tako navadila, da ne vem, včasih, če grem kasneje, zdaj, ko hodim tudi kasneje zaradi vročine, mislim, da sem že odlaufal. Potem pa vpraša, kako greš laufati, še nisi odlaufal, ne. Jaz pa tam ob 8 skačem okrog. Ampak včasih se tako dogaja, da sploh niti vedeli niso, da sem hodil laufati. Oni so še spali, sem jaz že stuširan bil, sem čakal, da se zbudijo. Ker sem v glavnem jaz otroke zjutraj v vrtec vozil, tako da sem mogel do 6 biti pa noči doma. Zanimivo, zdaj si rekel, ja, tudi z leti si tvoja malo jutranja rutina spreminja. Kako pa, zdaj počasi se spogleduje že rekel, s okroglo obletnico, kako pa tek dojemaš danes, recimo napram 15-20 let nazaj, takrat je bilo malo drugače, mogoče motivacijo očitno še vedno imaš izjemno, ampak kaj pa, regeneracija, pa bolečine, pa vse ostalo, se je z leti to kaj spremenilo ali je tvoje telo še kar odzivno, tako kot je bilo? Ja, se kar malo pozna. Imam tudi, kot vsi športniki, taki, ki so malo bolj aktivni, astmo, alergijsko astmo, tako da imam tudi s tem težave. In ni več isto, tako kot je bilo. Ne vem, jaz pravim, kakor da sem porabil vse tiste notranjo maščobo, ki sem imel. To je moja teorija, da na začetku zato hitro napreduješ, ker imaš še ogromen maščevja skritega in tist kuraš. Ker jaz se spomnim, včasih sem rabil pol manj jesti, pol manj piti na tekmah, kakor pa zdaj. Zdaj moram skoraj celo kosilo pojesti, če hočem kaj odlaufati. To je zanimivo. Kaj pa regeneracija, čisto tako, jaz sam pri sebi opažam, da če ne bi imel težav z regeneracijo, bi se brško ne večkrat pognal tam na cesto, ampak včasih mi pa res vse tiste boleče kosti in mišice kar ne dajo, da bi šel. S tem nimam težave, težave imam s tem, da sem počasen, ne znam opisati, kako bi to povedal. Nekako imam vedno nekaj težave, mogoče tudi psihološko sem zdaj padel v tene. Preveč hitro obupam, recimo, kakor pa včasih. Pa itak z regeneracijo, važno je najprej saj, da 6 ur spiš, pa meni zelo pomaga hoja. Po teku, potem pa saj še 5 kilometrov hoje, da se noge, ko bi rekel, raztegnem in mi to prav ustreza. Ja, z leti se bomo vsi spametovali ali pač ne. Dajva se vrniti v prelomno leto 2011, začetek ere Borisa Ivanoviča Zajca. Takrat si začel dobivati te tekme, kar po tekočem traku 12 ur v Avstriji, pa Zagreb, Vukovar, sladkih 6, ampak prej si omenil,
šel si prvič na Balaton in gladko odnesel zmago. V bistvu 1 let prej sva šla pa s kolegom, sva šla štafeto, 2x100, v bistvu sva šla, ko bi rekel, firpcat, kako izgleda to. Tako da je v bistvu to generalka, takrat so bila, mislim, da 4. v skupni razvrstitvi, ker je bilo čisto nama, čisto redo, v bistvu niti nisva sploh načela. Prišli smo, potem pa naslednjo leto prišli smo, jaz sem imel cilj 24 ur, sem rekel, to je možno, 6, sem rekel, če po 24 urah to ne zlaufam, bom pa že. Pa je bilo pa zelo zanimivo, hiter štart. Vmes sem se še celo hecal na 30 km, ker sem kar povedal sem, to mi je bilo najbolj čuden. Ker jaz sem pričakoval, da tam nek čisto odzadaj in sem se še s mojim spremljevalcem, Silvanom, sem rekel, daj tole me slike, daj zapomnim si, da boš povedal mojim vnukom, da boš govoril, da sem vodil na ultrabalatonu, ker tudi sanjali se mi, da bom. Potem smo pač lepo nadaljevali, meni se zdelo nič posebnega, jaz sem pač sam laufal, ker tudi nič niti za jesti nismo imeli s sabo, 2 bureka, 2 gela in to je vse, kar smo imeli, pa Coca-Cola smo imeli. Mislim, res čist nepripravljeni smo bili. Potem pa na 120 kilometru, pa vidim tistega, ki je bil na prvem mestu, da je tam ležal na masažni mizi. Pa sem pa samo pogledal, sem rekel, Silvan, pa je bila še njegova partnerka Marjana, Silvan, Marjana, a gremo probati zmagati? Pa pojmo, in smo šli pa zmagati. In nam je komaj ratal. Se je še dogajalo, še drama, je še kdo prihajal z odzadja, ti je na hotel vzeti? Bolj je bilo zgubljanje, pa še pes me je ugriznil, pa vse sorte. Recimo, me je na 150 kilometru, se malo dvigneš, je tako bilo romantično, sončni zahod je bil. In grem mimo enega cucka, en je sprehajal enega cucka in tisti cucek me je ugrizne v nogo. Mislim, tako da sem se pa mogel še s tem cuckom ukvarjati, on ga sem nadaril, tako da je on dobil vse te kletvice. Ampak mi je pa dal adrenalina, mislim, da sem imel 20 km adrenalina. Pa se je pa tudi tako poklopil, da je čez par kilometrov me čakala prav sveža goveja župa, ki je partnerka od Miro Režanje bila, mi je dala goveja župa, tako da me je samo pognal. Pa mislim, pa je bilo pa recimo drama, parkrat sem kar v napačno smer zavil, sreča potem, da sem Madžare slišal, da so sicer nekaj govorili, pa sem videl, da so z rokom drugim kazali, tako da to sem imel srečo, pa je 15 kilometrov pred ciljem sploh nisem videl, v katero smer moram laufati. Tam sem spraševal ene mlade, ki so popivali v enem parku, v katero smer laufajo, pa mi niso znali povedati. Pa sem šel pa čisto, nisem vedel, a moram levo ali desno. Je bilo kar drama, do konca. Takrat si zmagal s kakšno polurno prednostjo na koncu. To je bila kar suverena zmaga. Kako pa si se počutil, zadnji 2 kilometra, ko si pogledal nazaj, pa ni bilo itek nobenega za tabo, pa si rekel, tega mi noben ne more več vzeti. Kar zmagal bom. To je bilo pa, ko preko čustveno, nisem mogel govoriti, pa mi je uspel, ker nisem pričakoval niti ker sploh planiral nisem. Fajn je bilo. Fajn. Kako so bolj, tvoji intekaški kolegi, pa partnerice recimo, pa ljudje v službi in tako, sploh tekaška srednja, kako so sprejeli to novico? Zdaj je dobil Balaton. Ja, doma, tako kot ponavadi, spet nekam šel laufati, nič posebenega. Ja, tako je pač pri nas doma. Drugače pa na tekaškem forumu sem bil zvezda, pač po službi pa sploh vedel niso, ker jaz imam že skozi, v bistvu se v teku, po teku se nič ne pogovarjam o teku. Tako da službi niti niso vedeli, pa čez par let so šele izvedeli. Med sabo prvaka, ene najbolj razvpitih ultratekaških dirk v Evropi, na svetu pravzaprav. Zdaj so bili malo že na te pozorni, če prej ne, iz prve, tako da vletiš, dobiš Balaton, si dobo pa kakšna moče vabila z kakšnih drugih tekem kot ne? Ne, nič. Se takrat je bilo tudi drugačne, se ni bilo tako.
če ne vem, je Facebook bil ali kaj, takrat ne vem, je sploh Facebook bil pa to, recimo, sej. Ja, kako bi bilo to danes, zmagati recimo na balatonu, bi bil si kar bolj odmeval, pa sponzorji bi ti ponujali copate, energijske napitke, kompresijske gate ali pa vse to, ne? Ja, žal, takrat tega nisi mogel tako dobro naučiti. Mogoče po tem podcastu pride kdo do tebe, upam, da, no, poleg organizatorjev iz Belk, ampak zdaj, ko je dobiti balaton, da je vsak ultraž, s katerim se pogovarjam, reče, ok, najprej na balaton, pa na špartatlon. Ja? Kako pa to, da Boris Ivanović, zmagovalec ultra balatona, potem ni kar po naravni poti organsko zavil tudi malo južneje do Grčije? Ja, takrat sem imel tudi denarne težave, imel sem obdobje, ki tudi super, nisem mogel kupiti, tako da najprej bil to razlog, ker to vsem bi bil en tak znesek. Imaš vsaj 2 spremljevalca, pa vse moraš zrihtati, pa prevoz bi vsaj bilo 2000-3000 evrov, se ne vem, koliko bi to bilo. V bistvu sem, ko bi rekel, takrat bi mogel iti, ampak pač nisem šel. Sem pa vsem bil na špartatlonu kot spremljevalec. Tako da vem, kako to izgleda, vem, kakšno je trpljenje. Vem. Če bi te povabili na špartatlon, ali pa recimo, če bi ti nekdo rekel, zdaj pa tle imaš 5 jurjev, zdaj pa na špartatlon, bi šel? Takrat bi sploh šel, ker sem se čutil toliko močnega, da bi za med prve 5 probal, ker verjetno bi mi tudi ratal, ali pa tudi ne. Zdaj bi pa šel, verjetno bi šel, se ne vem. Samo, če se mi ne bilo treba ukvarjati z organizacijo, da bi jaz sam prišel, da pridem kaj dol, pridem na štart, odlavam, pa grem lahko domov, da mi treba še vse ceremonije pa to jeti. Vprašanje pa, vprašanje pa, če bi prežutil, zdaj tudi malo drugače. Prideva še do tega, do novega ultratekaškega buma v Sloveniji. Za trenutek ostanemo še pri balatonu. Je zaradi te zmage, možemo, če je ultrabalaton tvoja najljubša dirka, vendarle si bil tam že, mislim, da zdaj 5-krat ali 6-krat. Ja, definitivno. Verjetno drug let spet grem. Če bom dobil spremljevalce, drugače pa nam šel. Ker brez spremljevalcev ne moreš tega preživeti. Predvidevam, da prej si omenil, Rosija, Silvana, Robo pa Marjano, oba poznam. Vsaj 2 morate biti, da logistično oskrbujete tekača, še dobro, da bi bilo še kakšen več morda, kako to izgleda. Sam se takega podviga ne moreš lotiti, to si že večkrat poudaril. Tečeš, nič ti ni treba razmišljati, vse more spremljevalc razmišljati, oziroma spremljevalci morajo razmišljati namesto tebe. Pa seveda morajo streči vsaki tvoji želji. V bistvu so spremljevalci moji sužnji, že na začetku se zmenimo, da če kakšno tako vržem, da mi ne zamerijo, tako da potem se mi pa po teku ponavadi opravičujem še par mesecev, če sem nekaj nadiral, recimo. Če se ni spomnil mogoče, tega meseca. No, pa se ene fotke iz balatona z eno zelo barvito marelo, greš tam po eni zapuščeni cesti. To je bilo tisto leto, ki je bilo peklensko vroče tam in takrat nisi zaključil dirke, če prav vem. Ne, nisem. Bil sem zelo dobro pripravljen, takrat bi definitivno šlo med prve 5, če ne celo zmaga. Saj mislim, da sem celo vodil ali bil na drugem mestu. Ampak sem pač precenil vremenske razmere, ker sem prvič v življenju doživel, ko sem videl, kako se topi asfalt. In me na 100 km dobesedno čisto me izvel. Tako da pač iskal sem takrat rešitve, pa sem probal z dežnikom hoditi, da se malo hladim, ampak čisto drugo taktiko bi mogel. Tisto leto je pa celo, mislim, da ženska zmagala, absolutno, pred vsemi. Silvija Ljubič, tako. Ja. Lokalna matadorka, še vedno izvrstna tekačica, tako. Mislim, da je bil takrat Klemen Boštar v cilju.
tistega maratona neznosno vročega. Ampak da mi nekaj povej, no to sprašujem vse ultraše. A so odstopi nekaj, ker pač že moraš vzeti v zakup, če se ukvarjaš s tem športom. Slej, ko prej pride pač pa slaba dirka, slab dan, ko bo treba pač priznati poraz, se s tem pač soočiti, hkrati pa po enkrat odstopiš, ne biti toliko sproščen, da bi ti to preveč prišlo v navado. Jaz sem imel prvih 10 let prav tisto, ne bom odstopil, pa če si nogo stran, če mi noge stran odpadejo. Pač na ultrabalatonu sem mogel, ker tudi hoditi nisem mogel, ker tudi v limit, tudi če bi peš, mi ne bi ratal, tudi približno v limitu pridati, tako da ni imel sploh smisla nadaljevati. Zdajle, ko sem nekoliko bolj starejši in modrejši, se mi pa prevečkrat dogaja, da prehitro obupam. Zdaj se mi je zgodilo celo 3 zaporedne 24-urne, sem kar 2 sem odstopil, enega sem pa celo hodil 12 ur, sem pa rekel, da ne, če ne žgam, pa sam hodil. Tako da sem bil na koncu pa listo zmatran, ko oni, ki so zmagali. Ker tudi 12 ur hoditi ni mačji kaša. Tako da to me zdaj, to bom zdaj mogel v septembra v Veroni, ne vem, bom mogel na kakšne meditacije hoditi, da se, ko bi rekel, ja, dejansko. No ja, ta psihološka priprava, recimo, se tudi pogovarjam, tudi ljudje delajo marsikaj, eni meditirajo, eni jogirajo, eni pač, ne vem, se kopajo v mrzli vodi, eni, ne vem, nažigajo na glasno glasbo med tekom vse sorte. Ti delaš kaj do zdaj, si delal kaj na tem ali pač tečeš in tečeš? Zdaj, zadnje čase imam zelo probleme s stresom, ker prihaja do kakšnih situacij v službi, predvsem v službi, ki mi povzroči ogromen stresa in to zelo vpliva na moje razpoloženje. Recimo, glih en teden nazaj je pač ena taka situacija stresna, da naslednji dan, ko sem šel PST, sem se mogel na vrhu govorca, sem se mogel za pol ure ustaviti, da sem se umiril, ker toliko me je sesul. Sem pa tam na klopci bil, pa nikoli po svoje šel. Sam sicer takrat ni pomagal, mogel je že zvečer se začeti umirjati, ker to šele, kot so človek doživi, da dejansko sploh ne moreš vplivati na to. Tako da bom mogel takrat, vsaj par tednov pred Verono, bom mogel dejansko vse odmisliti, po mojem bom kar dopust vzel, zato da nam prišel do teh stresnih situacij. Hočeš reči, no, manj kolega, Danica govorila, on je s tekom pravzaprav tudi hotel pač reševati svoj stres, ampak potem se mu je zgodilo ravno obratno. Še celo gotovo je, da mu je ta tek, ki ga je uporabljal za protistresno orodje, še dodajal na tisto vse ostalo, no, in na koncu je praktično izgorel. Hočeš reči, da se lahko tudi zgodi, ja, da človek ob teku ali pa celo s tekom in če ga dodajaš kot zdravilo, na koncu izgoriš, ali kako? A so zamrznila? Kaj se dogaja? Nekaj se dogaja? Zamrznil si? Zdaj le te prekinali. A ja, če si zamrznil zdaj, ti si tudi zamrznil, okay, pa ne vem, kaj je problem, ker čakaj internet. A me vidiš? Odlično, kaj pa ti mene? Zdaj pa ja, ampak je bilo ene minuto, 2. A toliko časa? No, ne, pol minute, no, ko sem začel spraševati. Aha, no, tebe ti si tudi zamrznil, pa ne vem, to je internet. Otroci pobirajo filme, hitro dajem vzem računalnike. Mamico, ne, sem jim vzel vse, telefona mestle, malo še ni doma, temat, ko sem spet pogovorim tale. Čakaj, imaš prav, dobra fora. Otroci, a ste na internetu? No, niste, Niso na internetu, ne moreš verjeti, mogoče mi pa so, kakšen sosedom ulic, kaj pobira. No. Govorila so o psihološki pripravi, Boris, pa o tem, da lahko tudi izgoriš ob teku ali pa zaradi službe na teku.
Kaj pa ti misliš, ali lahko zaradi teka izgoriš? Iz svojega primera jaz pri teku ne bom nikoli zgorel, ker tek je meni res, jaz res uživam v teku oziroma v gibanju, tudi hoji, seveda. Jaz imam čist drug problem, jaz imam stres zaradi službe, ker včasih naletiš na neprijazne osebe in mene to, čeprav si pravim, da nima smisla, mene recimo to zelo, kako bi rekel, zadane. In potem se sekiram in to potem vpliva na srčni utrip in počutje in če tako začneš šlaufati, ti nič ne pomaga. Dejansko se moraš pri sebi pomiriti, da potem deluje. Sej, mogoče imam te začetne znake izgorelosti, ampak ne zaradi tega, ker res uživam v teku. Kaj bi počel, če ne bi mogel teči, bi hodil? Kaj pa, če ne bi mogel hoditi? Kaj bi potem počel za šport? Bi pa kolesaril. Govor na dlani, evo, tudi po rokah bi šel in rekel, samo da bi se premikal. Če bi ti nekdo ponudil svetovni rekord na 1000 km ali pa zmago na Šparti, kaj bi izbral? Zdaj nič, ker nisem ničesar sposoben. Pred leti pa 1000 km. Ja, to si večkrat omenil v tistih svojih zgodnih intervjujih, da tistih 5 dni pa neki svetovni rekord bi se dal natrenirati, pa da ga enkrat boš. Se še kdaj spogleduješ to mislijo? Ne, nič več, ker mislim, da se moja zgodba počas zaključuje, vsaj ti taki dobri rezultati. Tako da. Na kater rekord recimo svoj si najbolj ponosen teh, nečemo od 50 ali pa 6 ur naprej do 24 ur in tako naprej? V bistvu niti ne, ker mi to v bistvu je to tako posledica mojega teka. Meni je bolj pomemben, ne vem. Meni bi bolj pomenil 25 let teka vsak dan ali pa recimo 1000 PST, ki si zdaj počas bližam. Tako da to mi bolj pomeni, kakor pa časi na ultramaraton. Torej, številke, vendar si informatik, številke mi se daješ, beležiš najbrž svoje kilometre, imaš evidence, dirk, kilometrov, treningov, pa vendarle vse lepo zabeležene. Vse imam, pred 2011 bi mogel še malo poiskati, ampak imam nekje zabeležen, samo takrat je bilo toliko malo tega, da tudi če spustim, ne vem, če bi to 3-4% vseh mojih tekov pomenili. Včasih sem res, zdaj iz tega, z mojega stališča sem zelo malo laufal, izkušnega zelo veliko, ampak 2000 km na leto malo, recimo. Zdaj jih pretečeš med 8 in 10 tisoč, kaj ne? Ja, med 8 in 10. Koliko si jih največ pretekel v letu? Evo, se poigramo s temi številkami. Mislim, da 11 tisoč, nekaj takega. 2012 ali 2013 nekaj. Pa je to, če z leta in leto primerjaš, ne vem, med 8, 9, 10, 11, bistvena razlika v pripravljenosti ali pač to je bil sled neke priprave na neko določeno dirko, pa je to potegnil za sabo? V bistvu ni bila pripravljena dirka, ampak sem v tem toliko užival, samo recimo prej, ko sem naredil 10 tisoč, sem bil čist polomljen, recimo lansko leto, ko sem pa naredil 9600, pa čist nič nisem bil polomljen, ker sem čist drugačen način prišel do te številke. Zdaj, ne znam, ne vem kaj, vem, da sem imel včasih probleme po štengah iti, tako hudo je bilo. Dejansko sem bil res zasvojen s tekom, da sem pa začel malo drugače, pa gledam notri, pa bolj na spanje. Ampak je bilo, pravim, lansko leto, če ne bi imel tiste poškodbe z tetivo, oktobra bi brez problema bilo čez 10 tisoč. Sem pa pač takrat 500 km mogel spustiti treningov, ampak čista razlika. Prvo januarja sem komot šel po štengah, 10 let nazaj sem komaj po štengah šel. Ne vem pa, kaj se je spremenil. Si se kdaj podvrgel kakšnim medicinskim ali pa športnim analizam, kaj pa vem, bom rekel, EKG srčnih parametrov, pa ostalih parametrov,
VO2 max in tako naprej, sestave, telesne mase? Profesionalno ne, ampak sem si ga pač začel do 2019, nisem nikoli meril srčnega utripa, sem šel vse čez samo na občutek. Potem sem pa pač dobil lekcijo na svetovnem prvenstvu, ko sem odstopil, ker mi je še zdaj žal. Še zdaj se sekiram, ampak takrat sem pač začel, sem rekel pač, da moram kaj tudi na čem drugem delati, tako da sem pa začel trip, pa ta VO2 max in tako naprej. Ne. Tako da to tudi, mislim, škoda, nisem tega že dosti prej začel. Kakšen VO2 max imaš trenutno? Zdaj mi je kar malo padel, mislim, da 56, 57, mislim ga pa tudi 62, 63. No, evo, benchmark, spoštovani in spoštovane, se boste znali orientirati, ko bo Garmin spet povedal, ja, kako ste dobri, v bistvu niste. Ja. Boris je boljši. Zmagovalci na vseh slovenskih dirkah, praktično od Fora Maratona, Sladkih 6, potem na Hrvaškem cel kup 12-urnih tekov, Zagreb, Vukovar je bila tvoja dirka, ki si jo tudi nekajkrat dobil, v Avstriji, v Irningu, mislim, da 14-urna dirka, ki si jo dobil. A imaš preštete svoje nastope na ultradirkah ziher, pa tudi svoje zmage? Imam to v enem Excelu, sam ne vem pa, koliko imam zmag. Po mojem sem bil vsaj 50krat na stopničkah, no, ali če ne še več. Imel sem 10 tekem na let, na 9 tekmah sem ponovadi, ker 10 je bila Ljubljanski maraton, na 9 sem bil ponovadi na štengah. Če bi še na Ljubljanskem maratonu na štengah, ja, bi bilo pa že kar kičast, ja se to razumem. Ja, eno dirko na let moraš imeti, ker nisi na štengah, da imajo še drugi, kaj od tega se razumem. Ja. Najljubša zmaga morda, no, če že ne veš, koliko jih imaš točno, sigurno se pa spominjaš kakšnih zmag, poleg te iz Balatona, ki so jo že omenila, ki si jo rad prikličeš v spomin, ali pa ti drugi spomnijo na njo. To je bilo pa, mislim, da sem čisto pozabil, že pred 2011 so bile še, je bil tek sreče v Grosuplju 24 ur. To je bila tudi legendarna dirka. Mislim, da sem takrat prvič zmagal z rekordom proge okrog 220 km. Takrat je bilo to vsaj za te, ko preko rekreativce, taka magična meja, ne, se zamral leta verjetno ni bila. Ampak za nas, ki smo pa sem tako laufali za hec, je bilo pa kar tako. Je bil kar napredek. Eno leto prej sem, mislim, da 180, pa je bil pa kar za 40 km preskok. Ker sem takrat pač videl, kakšne napake delam, in sem se kar celo leto pripravljal. Ne pomeni to, da sem vsak dan, ampak v glavi. Ja, teka sreča se spomnijo, enkrat so ga nehali organizirati, da so se tam kalili vsi, da ste se kalili tam vsi praktično ultraši, ki ste začeli laufati pred več kot 10 leti. Kaj pa, če so pri najljubši zmagi, kaj pa najtežja preizkušnja doslej, ali pa lahko tudi več njih, no, tiste, kjer pa je šlo res vse narobe, spet prej so omenila tisti Balaton z Marelo, sigurno je bila še kakšna, kjer si pač vse skupaj poslal nekam, pa gotovo. To je bilo pa že 14 dni nazaj. To je bilo pa meni najtežja, 12 ur v Kranju, koliko je bilo pa kle vroče, to pa ne znam opisati. Nisem se mogel ohladiti 12 ur, jaz sem mislil, da bom zgor, jaz bi si narek kožo stran odrezal, ker tam pri knjižnici, okrog knjižnice laufati, tisti je bilo po moje 100 stopinj, skoraj tik pred vretje. To je bil pa res meni, do zdaj je bilo to meni najtežja tekma, ker sem jo kdaj laufal. Zanimivo. Da ne omenjam, da pa zaradi astme jaz dihati nisem mogel več. To tiskajo ima ve, kako to zgleda, ne, da probaš dihati, pa sploh nič ne dihaš. In sem se še s tem ukvarjal in še zdaj ne vem, kako mi je ratalo. S hlajenjem, ne, sej. Se prav, mislim, vsak krog sem se polil s tisto vodo, do polovice kroga, 500 metrov je bilo že kapa čisto suha, to ne moreš verjeti, ko je bilo vroče. Ta je do zdaj najtežja.
Noro. Ja, spomnim se, da so govorila na 14-urnem teku v Kopru, takrat si rekel, ja, tudi si bil kar malo slabe volje, ja, malo si dremal tam po noč, pa rekel, hodil pa zdaj ne bom več in pa sem rekel, ok, se vidimo v Kranju na 12-urnem, ja, pa če to preživiš, potem se dobijo podcastu, k sreči si preživel in se lahko pogovarjajo o tem, ja, če ne bi, ne hecam te, seveda se hecam. Vem pa, spoštovane, če niste spremljali dogajanja v Kranju par tednov nazaj. To je bila res ena najbolj vročih ultradirk v Sloveniji, najbrž ali pa še kje drugje, tudi 33 stopinj je bilo vmes in če kaj, tam je bila poraba vode, rekel, v Kranju tisti dan krat 300%. Ja. Tako da občina bo zdaj plačala ta račun, ba je ne hecam, spet se hecam. Ampak res je bilo noro, lani avgusta ni bilo tako vroče kot letos junija, da bomo videli, kaj bo drugo leto tam. Pa vendarle, vrnem se leto nazaj v Kranju, takrat si bil pa zelo konkurenčen še. Boril si se praktično skoraj za zmago do zadnjega s Kozjakom. Ne vem, čist druge razmere, pa čeprav je bilo avgusta, pa tudi je bilo vroče, ampak je bilo čist drugače, ne vem, mogoče smo bili že tako aklimatizirani, ne, ker je ta vročina letos tako hitro prišla, da se tudi časa nismo imeli. Ne. Jaz sem se 14 dni sem hodil še popoldne laufati, samo zaradi tega, da bi se nadal, pa je prišla tista hladna fronta, pa nisem mogel trenirati vročine. Ne. Tako da smo se pa spet navadili na mraz, pa spet ratali. Ne. Lani je bilo recimo vsaj prvih 6 ur je bilo še relativno hladno. Leto se je pa že po drugi uri se je že začel na polno. Ja, lani si bil tudi na balatonu med prvih 10, je tako da še v Borisu Ivanoviču še cel kup tekaške moči. Ja, jaz upam, jaz bom še probal še 10 let še probat, ker se bo dal pa počas šel. Sem pa šel pa počas te, kaj so že veteranski rekorde probati. Če mi bo rad, če mi jih ne bo kdo drug prej pobral. No, če bi si lahko še tekaški cilj izpolnil, kateri pa je tvoj največji ali pa tekaški cilj, ki ga lahko še dosežeš, tekaš, želja, ki bi jo rad odkljukal na bucket listi? Tako Špartatlon. Čeprav nočem jati, ampak ko mi vsi sprašujejo, zakaj ne gre, zakaj ne ima, daj enkrat mi pa šel, pa ga že pregrizo. Povedano je iz tvojih ust v ušesa grških bogov, da te tja sprejmejo. Jaz mislim, da te bodo kmalu, moče že naslednje leto ali pa kaj takega. No? Ja, to bi bilo super, taka simbolična stvar. Vem, takrat, ko si začenjal, tale vsakodnevni tek, za katerega te je navdušil Gregor Baš, imeli smo posebno oddajo na to temo, Gregor pa Nataša Brunec sta takrat govorila, on je rekel, vezno se moraš pogovoriti tudi z Zajcem. Njemu je zadnjič, ni se prekinil, da ga bo spet začel. Takrat si govoril od začetka, da bi rad naredil 10,000 zaporednih tekaških dni. No zdaj to pomeni, če hitro računam, koliko let? Skoraj 30. Vsaj 25 sem imel cilj. Kaj pa zdaj, ko si nisi začel na novo? Ja, zdaj imam 2 let, pa še malo. Ja, isto spet 25. Bom pa do 80 delal ali do kdaj. Je rekel, bom pa potegnil penzion. Mogoče se smešen zdi, samo tek vsak dan je postal moj način življenja. Dejansko brez tega sploh ne morem. Merska enota je milja oziroma 6 km ali kako, ali 2 km, kaj si rekel pri tebi? 1608 metrov ali 9, zdaj čistočen. To je merska enota, nadzirate noben, tako da moraš sam pri sebi, ne smeš golfati. Nekateri pravijo, kaj pa je to 1 miljo prelaufati, tako da vsak upravim probe enkrat 40 vročine prelaufati, ali pa če ti pol noge manjka to prelaufati, ali pa če ti rama moraš zvomljeno probe to prelaufati, tako da ni vedno kamotne. Pa ti je to tako, se splača, no? je tako pomembno, da rekel si 40 vročine ali pa zlomljeno ramo, je vredno, no? Rekel, tudi v zelo suboptimalnih pogojih, morda tudi na lastno škodo, pa odkrevsati mogoče tistih 10 minut, čeprav rekel, psihofizično nimaš več od tega, samo še eno zvezdico na seznamu. Jaz nikoli nisem imel
take poškodbe, da ne bi mogel. Ne. Moš tudi malo poslušati svoj 6. čut ali 7. čut, ki ga imamo. Mislim, če bo, ne vem, obrabljen hrustanc v kolku, sigurno ne bi šel laufati 2 kilometra. Ampak tako pa vse čutiš pri sebi, a lahko ali ne moreš. No, definitivno, da če bi pol kolena manjkalo, pa sigurno ne bi šel. To pa spet ni vredno. Ne. Ampak dokler pa gre, zakaj pa ne? Bravo. A ti kdo reče, no, sigurno ti kdo reče, da si nor zmešan, kaj ti je tega treba, sej lahko bi laufal samo 3-krat na teden, pa takrat kakšen kilometer več, kaj moraš pa zdaj vsak dan, pa še tiste dni, ker res ne moraš iti 1,609 kilometra. Ker itak v glavnem sem tekači, vemo drug za drugega, saj jaz itak ne razlagam, tako da v glavnem tekači je moj način življenja dobro sprejet. Z ostale pa ne vem, ker jim tudi ne razlagam. Ja, recimo sodelavci sploh ne vejo, včasih, če kaj pogruntajo, pa malo zaslišujem, to je to. Mislim, jim sploh ne razlagam. Ker itak vem, da jih ne zanima, nima sploh smisla. Da... No, zanimivo, ja, mogoče. A si pa vse noče zaprositi, mogoče koga navdušil, pa izvedel za tebe, ko si ti izvedel več takrat prek ene oddaje, ali oni pa bral še intervju s tabo, vendarle delaš ali si delal tudi za Pop TV, pa so te sodelavci tam, tudi sodelavci, ki so za kamerami pa pred njimi opazili, pa te vključili v določene akcije, tudi dobrodelne. Si morda zaradi svojega načina življenja, tekaškega, koga spodbudil navdušil? Kot je že ta Luka Videtič povedal, sem pa jaz njega nekaj navdušil za laufat, tako da se mi zdi fajn, da mi je to zelo v redu. Drugač pa v glavnem na Twitterju, Facebooka itak videti ne morem, v glavnem na Twitterju imam to tek vsak dan akcijo, tako da sem jih že kar se je kar naredilo v Sloveniji, že kar taka, se kar najde že vsaj več kot 20 ljudi, ki teče vsak dan. In polovica jih sam zaradi tega, ker je od meni slišala, ker jaz to stalno tek vsak dan, pa dajte laufati vsak dan, pa dajte, pa tako ne. Tako da, vsaj to no, tako da mi, če kdorkoli mi je v čast, da je zaradi mene začel laufati vsak dan, pa tudi če samo 1 miljo na dan laufa, samo da se zmiga, to mi je najbolj pomembno. Ker se mi tudi javljajo recimo kakšni ali kakšne, pa pravijo, da če jaz ne bi bil na Twitterju, ne bi šli recimo zvečer laufati par kilometrov, pa ne vsak dan, saj 3-krat, 4-krat tedensko. Se mi zdi, da je to tudi ena moja misija, da saj probam ljudi, da saj malo migajo, da niso skozi za kavčem, ali pa da saj grejo hoditi, ali karkoli. Odlično. Mislim, kakšna popotnica, super. Twitteraški, tekaški mesija, katerega misija je, da vas čim več tam zunaj spravi na tek, tudi če ne vsak dan, če pa na vsak dan pa še toliko boljše. Ja. Je pa zanimivo je, ker če bi na Facebooku imeli tak kolege same tekače, njih itak nimaš kaj navduševati. Na Twitterju so pa sami neznanci, ki je to čist drugačen sistem. Ne? In pravim, dobivam tako v DM sporočila, pa me sprašujejo, kaj je to tek vsak dan, pa tako da počast, pa nas bo pa 20, pa 30, se nima veze. No, rekel si že, kakšen je tvoj odnos do socialnih omrežij, zelo Facebooka, če ne uporabljaš Twitter, uporabljaš občasno Instagram, uporabljaš pa tudi Stravo za beleženje svojih kilometrov. Stravo sem pa začel zato uporabljati, ker prej sem bil na Endomondu skozi, potem so ga pa ukinili, pa sem prej grem pa na Stravo. In moram priznati, da mi je zdaj Stravo všeč ratala, ker vidim, kako drugi laufajo. Ne zaradi tega, da bi se primerjal z njimi, ampak so mi vsi navdih. Zanimivo. Ja, tudi strinjam se s tem. Ja, jaz sem mogoče malo preveč ljudi pofollowovanih, pa potem zgubljam pregled nad tem, no, ampak to, kot si rekel, ja, ugotoviš kdaj, kje kdo laufa, pa kakšno novo traso pogruntaš, pa kakšen nov koncept treninga, pa še kakšnega človeka spoznaš na ta način, zakaj pa ne. Bil si močno upleten, tudi tekaški forum. Tekaški forum je malo zamrl, še kdaj pošpegaš nanj, kaj napišeš? Pošpegam, zelo ga pogrešam, ker takrat so bili res take, ko bi rekel, neke vrste pionirski časi tekaški. Res je bilo dobro.
Tista druženja ob nedeljah pa so to bilo meni nekaj najboljšega. Pa mi ni bilo in sem še celo krepčevalnice organiziral, tako da so imeli cel luksus na PST-ju. Škoda, ja, da določene tradicije zamrejo, no mogoče jih se kdaj še spet vrnejo nazaj. Kaj pa, Boris, na to, da si veliko časa na nogah, veliko tečeš, kaj med tekom razmišljaš? Ali pa celo, ne vem, morda kaj poslušaš, se s čim zamotiš? Največkrat poslušam podcaste, sploh ta za Gre za tek. Nisem si nikoli mislil, da bom v tem podcastu. No, mislim, boš več kot enkrat, to ti obljubim. Ja. Vedno ga dam, ker jaz imam tako približno 30-40 različnih podcastov, ko izide za Gre za tek, ko vidim, ga vedno dam, takoj naslednjega na vrsto, vedno preskočim. Počaščen sem. Evo, zdaj mora biti posebej pozoren, ja, da tole lepo zmontiram, ja, pa da vse tvoje prave misli izpostavim. Res nekaj zanimivih stvari si mi povedal. Jaz tekom še vendarle, tudi med tekom, ja, razmišljam, recimo, tudi danes sem, ko sem šel celo teč, razmišljal o gostu, ki ga bom naslednjič, no, pa kaj ga bom recimo vprašal, pa kaj me v njem zanima. Kdaj ti razmišljaš, pa rešiš tudi kakšen problem na teku, pa se s čim spopadeš? Ja, seveda. Sej tudi včasih sploh ne laufam. In dostikrat, recimo, če rabim za en problem v službi, 2-3 dni ga ne morem rešiti, grem laufati in potem rešim. Včasih dostikrat rešujem probleme. Tek ni sam izgubljen čas, kot vsi mislijo. Ni sam podcast, tudi zvočne knjige. Recimo grem 2-krat PST, pa imam celo knjigo prebrano. Pa mi ni treba 6-7 ur sedeti doma na kavču pa brati, ampak jaz lahko tako poslušam in to gre, to sem včasih na let lahko tudi po 40-50 teh zvočnih knjig poslušal. No, evo, kako združiti prijetno s koristnim, ne, pa te teč, navijte si zvočno knjigo, pa se boste še kaj novega naučili. Bravo, ja, tudi se strinjam. Zdaj so tudi slovenske zvočne knjige, tako da če komu angleščina ne gre, sploh kakšne komplicirane knjige, hitak, da moraš poslušati. Bi se dal vsaj enih 100 knjig v slovenščini poslušati brez problema. No, daj mi priporočiš za lih pri tem nekaj tvojih najljubših, ali pa nekaj tistih, ki si jih nazadnje preposlušal. Recimo teh slovenskih je ta pisac slovenskih kriminalk, Avgust Demšar, njegove kriminalke, to ti mine tek tako, 1, 2, 3. Bravo. Pri angleški, jaz sem bolj izbiral angleške, ki ni preveč likov, recimo ne bi mogel Lord of the Rings poslušati, ker imaš noter 300 različnih oseb. Že med branjem imaš težave, ker imaš vsak lik posebej razdelan in se ne moreš, tako da sem potem v glavnem kriminalke in včasih, ko sem takrat še ob 3-4 zjutraj hodil lavati v popolni temi, ko si navajen samo, da nekdo govori, potem je prišel včasih, so podali kakšne zvočne efekte. Prav dlaka mi šla po koncu, recimo, ne bilo enkrat tudi enih nacistov. Je bilo, ne znam opisati. To se, če toliko noto živiš, potem ti pa so še kar od nekje na muska. Taka. Evo, zanimivo, zdaj si mi dal kup novih idej, kaj lahko še počnem med tekom, da bo zadeva še hitreje minila, ali pa ne vem, na kakšni ultri, a med dirko tudi potem poslušaš kaj, rekel, da se tako lažje premaguješ ure pa kilometre? Ne, med dirko pa nikoli. Aha, to pa ne. Tis moram biti pa skoncentriran sam. Sej na večini tak ne dovolijo. Aha, še to slušalk. Po mojem, da ne, jaz niti nisem razmišljal. Tako da se ne moreš, sej tok si not, bi se jaz ne predstavljam, da bi pa takrat lahko poslušal. Evo, super, evo, cel kup novih idej si dal meni, ne, pa mislim, da poslušalstvo zdajle, še eno stvar te moram nujno vprašati, znam si, Boris, svoji dokaj značilni tekaški pojavi, malo si nagden naprej, pa mogoče še v stran, pa če te kdo pokliče malo strani še pogledaš tako, ne, tako včasih kar malo nejevoljno, pa vem, da nisi nejevoljen, ne,
od kdaj imaš to? Je to tvoja čist naravna pozicija med tekom, ki si jo pač zadobil skozi te kilometre, ali si pač že skozi tak? Po mojem sem že od začetka tak, sem v bistvu še slabš bil, sem z rokami migal in sem rabil par mesecev, da sem se odvadil z rokami levo, desno. Po mojem že od vedno. Zato pa tečem zjutraj, ki me noben ne vidi, da ne bi. Da ne bi bil kdo, a ne, preveč. Da ne bi kdo komentarjal. Pa ti je kdaj rekel, moče kakšen tekaški trener ali pa ne vem, še kdo drug, kakšen fizioterapeut, joj, Boris, s temle tvojim tekaškim slogom ni pa nič, si boš pa naredil cel kup škode, to moraš pa nujno zrihtati. Ne, ni noben, zaenkrat še ne. Verjetno si mislijo, pač sam itak je zdaj vedno več študij, ki pravi, boš pust tako, kar imaš, kar pa popravljati, ker pa si lahko narediš še večjo škodo, ker je pač telo navajeno. Veliko ultraši se pogovarja, marsikdo reče, jaz imam pa tako malo tekaških poškodb ali pa nič, po drugi strani rekreativci te tekaške poškodbe pestujejo praktično skoraj enkrat, dvakrat na leto. Kje pa se ti tukaj najdeš, prej si omenil ahilko, vneto sigurno si dal skozi kakšno tekaško poškodbo ali dve. Ahilovo, to je bilo čisto presenečenje prvič, jaz nisem vedel, da to res tako boli. To je bilo, kot da bi mi nekdo žarečo palco v mišico dal. To res boli, to ne moš verjeti. Ena pikica boli, pa sploh ne moš pozdraviti, to je hecne, ni variante, ker je vneto in tisti se mora odvneti in pika. Zgodilo se mi že enkrat, da me je podplat na Trans-Sloveniji, naredil klasično napako, po teku sem šel hoditi bos po mrzlih ploščicah in se mi je seveda vnel, tako da niti na nogo nisem mogel stopati. To je bila ena taka, sem mogel pač odstopati. Imel sem pa hude težave pa z prepono, tam se mišica na medenico gor. Tisto me je pa kar 3 leta mučal. Kako si saniral zadevo? Ja. Saniral sem zelo smešno, v bistvu 3 leta sem se matral. 3 leta sem sicer laufal, ampak sem zelo zmanjšal, takrat nisem več hodil na tekmovanja, ker res me je bolel, sicer bi kamot lahko hodil, ne samo. Ogromno ultrašov je bilo, ki so pač s takimi podobnimi težavami vse nadaljevali, ampak se ni dobro za njih končali. Ali zdaj več ne laufajo, ali pa imajo tako hude probleme, da pač ne more več laufati v glavnem. Jaz sem pač to počastil, ker sem začel spinning, pa kolo, pa vse, ne vem, 10 km teka, pa 1 uro po spinninga. Dejansko se to je čisto dovolj, ampak sem hotel laufati. Rešil sem pa čist kmečk način, ne se smejati, prosim pa ne tega početi doma, spodaj, da je pod napis. Don't try this at home. Povej, Boris. Po enih 3 letih sem laufal in sem imel 2 meseca težave s palcem. Stalno me je palc bolel, ker mi je očitno palc pritiskal na obuvalo in me je res bolel. Jaz sem laufal 3 km, nisem mogel več laufati, ker me je tako palc bolel. Potem sem pa vzel levi, ki me je lev palc bolel. Pa sem pa tukaj, kako ne dvignem tiste, ne izrežem supergo ali ne jo ne izrežem, mislim, kaj ne naredim. Potem enkrat sred teka sem vzel vložek ven iz levega superga in mi ni več pritiskal in v 2-3 dneh nisem imel več težav s prepono. Noro. Pa sem pa začel delati in pa sem pa 3-4 leta sem laufal brez levega vložka v čevljih. Zdaj sem pa spet začel. Ja. Tako sem saniral, prav sem tega ne početi doma, pri meni se je zgodilo slučajno, taka preprosta rešitev. Zanimivo. Očitno ali imam noge različne velikosti ali nekaj takega. Včasih so najbolj kmečke, preproste, enostavne rešitve najboljše. Zapišite si, če vas boli na desni strani vzemite en levi vložek. Ne, hecam se. Zajec je izrecno rekel, da tega ne počnite doma, tako da vse na lastno odgovornost, da ne bo pa kdo iz tega podcasta, ki je kriv. Ja. Prej sem rekla, Boris, da si navdušil kar nekaj tekačev. Ti si se navduševal pri letu. Še pri čem? Spremljaš pri kom? Še spremljaš tekaško sceno? Imaš mogoče tekaške vzornike in idole, ki jih zdaj še spremljaš ali pa si jih?
Čist specifičnih nimam, pa tudi če bi zdaj naštel, bi naredil krivico drugim, ki jih spremljam. Dejansko spremljam vse. Meni so vsi slovenski tekači, ultramaratonci, nas je tudi vsi, no, ampak v glavnem ultramaratonci so mi vsi navdih. Ne glede, ali pretečejo na 12 urah 50 km ali pa 146 km. Tako da je vsi, v glavnem. No, če si že rekel vsi, ja. Kako pa gledaš na ta preporod slovenskega ultrateka, recimo, ne vem, Srnec, 12 ur laufa pod 5 minut za kilometer, Konor, Kozje, ko enemu tednu naredi 2 velika teka, Videtič podira 40 let stare rekorde, ne vem, pa Neža, Nataša, Tomažin, Martina, Mirko. Počasi se bo že v reprezentanco zelo težko uvrstiti. Ja, koliko samo jaz za nič rezultate, samo to. Ne, res odlično, ker gre, kar naj tako nadaljuje, pa naj bo kar čim večja konkurenca za reprezentanco. Ne tako, da se uvrstiš sam, da malo laufaš, pa si že noter. Pozdravljaš tudi tiste, ki prihajajo za tabo, pa so ti na koncu konkurenca na vsaki dirki posebej. Ja, seveda, ker jaz sem itak počas že za odpis, tako da, kaj čem jaz zdaj? Ja, to si z rahlim nasmeškom na ustih si to povedal. Ne, resno. Dejansko vsi so mi navdih, pa z mene, če so 100krat boljši od mene. To meni čisto vse. Važno sem, da laufamo. Lepo. Meni je tako važen tek vsak dan, tako da bom pa ta zadnji na 12-urnem teku, vse nima veze. Super si to povedal. Boris, no, počasi zaključiva ta najmanj pogovor, hitro bo šla urica pa pol mimo, pa še kaj več. Ja, tisti, ki tečete zdaj, pa to poslušate, urica pa pol, pač za Borisa je dobro grevanje, ne? Tako da, če bi bila zvesta temu, kar on počne, bi se mogla 3 ure pogovarjati, pa bi vas mučila, ker so že prej rekla, da tega ne počnite doma, recimo vložko vlečete ven, tudi ne bova v tej poletni vročini vam dajala 3 ure materijala za poslušati, ker bo kdo pol dehidriral. Ampak, če se pri dehidraciji te moram vprašati, enkrat se mi zdi zmagal na enem našem internem dogodku, ko smo imeli tek 10krat okrog Blejskega jezera. Na koncu smo dali pokale, v katero je bilo nalito pivo. Pa si ti rekel, hvala, ne hvala, nalite mi raje čokoladno mleko. Menda, piva res že dolgo ne piješ, čokoladno mleko pa kar. Ja, to je pa ena moja posebnosti, imam zelo rad mleko. Že od skozi, ne sam zdaj, tako da ga spijem enormne količine. In vse rešujem z mlekom. Če sem bolan, popijem mleko. Po teku popijem mleko. Če si slabe volje, popiješ mleko. Pijem mleko, ja. Alkohola sploh ne konzumiraš že dolgo, ne? Ali nikoli nisi popil? Ja, ko smo bili mlajši, smo pač vsak vikend kakšen pivo 2. Se pa nekega dne odločil, zdaj pa ne bom več in je to že skoraj bo 23 let. Tudi kapljice ne. Da ne pogrešam, na žurke itak ne hodam, tako da nič mi ne manjka, nimam več kakšnega glavobola z naslednji dan, tako da. Se pravi, s tekom rešiš marsikaj, se pravi, hodiš zgodaj spat, ne rabiš socialnega državnega življenja, ne rabiš piti piva, a ne, pa če imaš poln hladilnik šokoladnega mleka, je življenje tako lepše. Ja. Kakšen preprost recept. Jaz mislim, da bi Reneja Drašta rekla v podcastu takrat, da je čokoladno mleko super živilo, tako da evo, zdaj potrdil to še ena naših legend ultrateka. Daj mi samo še povej, te kalorije pa tekočina, pa to sigurno imaš številke, kot recimo na enem balatonu tekočine spraviš vase. Prej si mi rekel pred pogovorom, da si danes 7 litrov vode že popil, oziroma tekočin, koliko pa na en taki dirki spraviš vase tekočin in kalorij? Zdaj glih štejem ne, ampak kalorij sigurno premalo, vode pa mogoče preveč. Ne? Tako da, če bo kdo kdaj prav, bo mora paziti, no? Ker preveč pa tudi ni v redu, ker telo pa vse ne more. No, v glavnem tudi po moje 15 litrov najmanj na ultrabalatonu. Izvoli, kar povej. Vsaj jaz sem ekstremni pivec, ne, imaš pa tudi kakšne ultramaratonce, ki na 50 km tudi kapljice ne popijejo. Ne. Jaz takrat že 2-3 litre saj.
Tako da smo različni. No, ja, to drži. Ja. Kaj pa Coca-Cola? No? Marsikateri ultraš prisega na Coca-Colo. Ja, to je pa naša pijača številka 1. Čeprav včasih mi ne paše in grem Fanto, po cukru je isto. Glavne samo Coca-Cola samo med tekom. Tako izven teka tudi probati ne morem, ker jo videti ne morem. Tudi spijem enormne količine, lahko tudi 3, 4, 5 litrov Coca-Cole. To je skoraj pol kile cukra, minimalno. Ja, ko se pogovarjam z ultraši, ki imate enormne energetske potrebe dnevno, vsak po svoje rešuje. Marsikdo s sladkarijami, ta kalorični primanjkljaj, pa s bananami, sadjem, z testeninami. Kako pa ti zalagaš svoje telo, pa svoje tekaške podvige vsak dan, recimo, kaj ješ, konzumiraš? Jem tisto, kar imam rad, nič posebenega, da ne bo za seboj prehraniti. Mislim, če bom začel razlagati, se bojo vsi prehranski guruji samo zgražam. Glavne tisto, kar rad jem. No. Jaz bi jedel krompir vsak dan, recimo. Ampak po mojem večino energijskih zalog dobim iz mleka. 1 liter je 600 kalorij, če spim 3-4 litre, to je 2400 kalorij, pa še malo pojem in imam pokrito beljakovino vrh glave. V 1 litru mleka je vsaj 1 gram soli, tako da imam tudi sol pokrito, kar se tega tiče. Zdaj med samimi tekmami pa tako probam v prvi polovici pojesti čim več, ker je v drugi polovici ponavadi to bolj misija nemogoče. Mislim, še nisem videl kakšnega ultramaratonca, da bi lahko na koncu normalno jedel trdo hrano, ker to je pa, ne vem, jaz včasih lahko tudi eno bobi palčko jem 10 kilometrov, ker ne morem večati več. Ne moreš večati več, sploh ne gre. Tako da. No, kje je pa tvoja, ker nastopaš praktično od maratona do 220 kilometrske teke tečeš po 14 ur 12. Kje je tvoja najljubša razdalja? Tista razdalja, na kjer bi šel na vse tekme, če bi lahko. Mislim, Komod je do 100 kilometrov ni nič tako preko posebenega, da bi rekel. Ampak na vseh tekmah je, če govorimo za tekme, meni je najhujša prva polovica. Takrat jaz najbolj trpim, takrat začne prebava čuden delovati, pa to druga polovica mi pa rata čisti užitek, takrat pa začnem uživati. Tako me čaka, da pride, ampak ne zakaj vedno na polovici. Tako da, če je 10 urna tekma, bom po 5 uri, če je 6 urna tekma, bom po 3 uri šele prišel kar sem. Vedno imam tako. Zanimivo. No, vem, da si te tudi enkrat srečal, mislim, da na Bledu, ko si pretekel, pa si rekel, ja, šel sem v 4, zdaj bo familija prišla za mano, pa se gremo kopati. Združuješ potem tudi svoj tek z družinskimi aktivnostmi na ta način, no, da ti, ko se ostali peljejo, pa tečeš na destinacijo. Ja, ponadko na Bled grem jaz vedno laufat, ali pa če kakšna taka destinacija, sploh če se lahko še stoširam, oni grejo pač 40 kilometrov, jaz pa za njimi pretečem. Samo jaz grem pač 3 ure pred njimi, tako da nas ni. Tvoji otroci so zdaj že kar veliki, no, pa spremljajo svojega očeta, kaj počne, kakšne komentarje pa imajo. Kako pa jih se oni tudi morda navdušujejo že nad tekom, ali si mislijo, to pa kar foter počne, je pa neki čuden hobi, ja, pa ne bomo v šoli razlagali, ker bo mislili, da je čuden. Prva stvar, ko pridem s tekme, jaz prinesel pokal, ker sem jih vedno nosil, in če niso, zdaj, ko sem prišel iz Kranja, ker sem pač, absolutno sem bil 6, da v državnem sem dobil leseno kolajno, in jaz prinesel kakšno kolajno, ne, nisi, ne, pa, nas ne zanima, recimo praviti, to ne vem, se hecijo, ne, ampak mislim pa, vsaj tako imam občutek, jih navdušujejo se, ne. Ja. Še ne, ampak mislim pa, da vseeno vplivam na njih toliko, da pa malo razmišljajo o tem. Ne. Recimo zdajle grem z najstarejšo hčerko, me je presenetila, da ona hoče iti začetku julija peš iz Ljubljane do Bleda. Tako da to bo zdaj. Podvig. Podvig 12-urni, jaz bom sicer umrl, ampak bom mogel, kako rekel, biti... Kooperativen pa zdržati to, ja. Ja, ker jaz bom probal prej pa se to odlaufati, zato da dobim tisto svojo dozo, bom šel pa še peš na Bled. Ta sreden
se sploh ne zanima, bi sam košarko igral. Ta mala pa celo trenira pri masu. Aha, no, pol. Ampak je šele, komaj 9 let stara, jih zdaj šele tipajo, sploh ker ni samo ena disciplina, ampak je tipajo. Ampak ona je pa zelo navdušena, zelo rada se gibe, pa zelo je navdušena. Tako da upam, da imam kakšno naslednico. No, vsi trije otroci pač nekaj počnejo, vendarle je pač neposreden, pa posreden vpliv, mogoče neposredno športom, ki ga pač prakticiraš, ampak športom nasploh. Tvoj način življenja je način v gibanju, tako da tudi to je en zgled, ne samo za otroke. Ker jim sam to kažeš, ker če bi pa jaz, ne vem, sem prišel domov, pa se usedel na kavč, pa pil pivo, pa kadil, bi bil po tak zgled. Tako pa skozi vidijo samo to, pa se mi zdi to normalno življenje in potem tistega življenja sploh ne poznajo, in potem sicer buhet kaj še bo, sploh niti razmišljati ne upam, ampak zaenkrat je. Meni je samo važno, da bojo znali za svoje zdravje skrbeti. Stalo mi je čisto vse, kaj bojo počeli. Torej, dajva še, dragi Boris Ivanović Zajc, na tako lepo sporočilo najnim poslušalcem in poslušalkam, gledalcem in gledalkam. Sigurno imaš tak en dober quote, ki ga lahko večkrat uporabil. Zakaj teči vsak dan? Tečite vsak dan, ker vam bo to spremenilo življenje. To ni sam quote za podcast, to je quote za na majico. Evo, sam nekaj mi že povej, večkrat si mi že omenil, da si tudi ti razmišljal, da bi snemal kakšno oddajo, kakšen podcast, kakšne pogovore s tekači, se še poigravaš to mislijo? Tik preden si začel izdajati za Gred za tek, sem jaz tudi hotel imeti en podcast, ne take tematike, kot jih imaš ti, ker ti dejansko res poznaš čisto vse. Čeprav lavam jih 10krat manj poznam, kot jih ti poznaš. Jaz sem pa bolj mislil imeti podcast o teku v prvi fazi, predvsem o tistih, ki teče vsak dan, zakaj teče vsak dan, ali kako jim je to spremenilo življenje in tako naprej, in bi tudi nekako sezonsko izdajal. Ampak nekako nisem imel poguma, oziroma nisem nekako se spravil do tega. Sej pa ti prišel, tako da sem odrešil tega. No, na vsak način, če ti tega ne boš počenil, se bo še mina dobila, jaz sem še cel kup tem za obdelati, pa danes so prišli na vrsto. Samo še povej, da bodo poslušalke in gledalke še posebej zainteresirane, kje te lahko srečajo, na katerih tekih po Sloveniji, rekel si, da prej, da nekih 9-10 tekem na leto imaš, na katerih slovenskih te letos lahko še srečamo v živo. Tistih 9-10 sem jih imel, zdaj sem bolj izbirčen. Nič letos bom šel samo še na slovenski, samo ljubljanski maraton, pa 100 v Ajdovščini. Ostalo so tuje, ne reč, da svetovno prvenstvo na 14. Svetovno prvenstvo, mogoče, če me bo prijel, bom šel še to Logarska Celje. Mogoče, ni pa nujno. Tako da, če bom pa samo treninge, kakšne daljše, Ljubljana Celje, ali pa Ljubljana Izola, ali pa Ljubljana Kranjska Gora, take. No, če srečaš takšnega tekača, kdaj kdo pridruži na teh tvojih podvigih daljinskih za trening? Je ponovadi s temi, ki ponovadi tečemo, se zmenimo in gremo teči. Čisto skupaj ne vabim, ker problem je, moraš imeti nekako, se ni problem, jaz bi lahko tekel z vsakim, sam problem je, vsi nimajo časa, pa nekako hitrost vseh ni enaka. Zdaj, ne morem vabiti nekoga, ki teče, ki bi tekel 80 km, 14 ur, mi vsem to prelaufamo v 8 urah, 9. Tako da moram biti malo izbirčen, kar se tega tiče, drugače pa ponovadi samo kaj jaz tečem. Spoštovana publika, cenjeni gledalci in poslušalci, Afna tek vsak dan na Twitterju in na Instagramu, Borisa Ivanovića Zajca dobite, lahko je povprašate, tudi kje se vpišete, pa kdaj se lahko vpišete, ko tečete vsak dan v statistiko, pa bo on povedal, kaj delate prav pa narobe. Boris Zajc,
dragi prijatelj, super pogovor je bil tole, kaj pa morava to še ponoviti, ima še cel kup res idej, mogoče potem, ko v zmagu na svetovnem ali pa kitajska, ja. Pa prinesel spet kakšno medaljo domov, ja, pa otroci veseli. Tako, za dosti ti zahvaljujem, no, prehiter je minila tale urca pa pol, mislim, komi sem uspel strkati 2krat iz svojega kozarca vode. Hvala za vabilo. Se vidiva, upam, da kmalu uživo ali pa takole. Lepo se mej, Boris, se vidimo tam zunaj. Adijo.